Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Smo že naredili na novo čevljarsko zbirko, usnjarsko zbirko, zdaj prenavljamo tekstilno in barvarsko. V nadaljevanju bomo še kovaško in kolarsko pa lesno. Se pravi, to bo ta cikel obrtnih zbirk. Slovenski smučarski muzej je bil odprt, na tem področju bomo več delali. Potem so še številna druga področja, kadrovska, kjer si želimo okrepitev na področju tehnične službe pa kustosa za obiskovalce. Potem od ostalih tematik so še na primer prostorska tematika. V bistvu imamo veliko muzejskih enot, mnogo izmed njih so stari objekti, spomeniki arhitekturne dediščine in želimo si jih v najboljši in največji meri, kot je mogoče, jih obnoviti, narediti en načrt investicijskega vzdrževanja vseh teh zgradb in slediti. Potem imamo področje dela z obiskovalci. Tukaj zdaj, ko bomo imeli to infrastrukturo, da bomo imeli vse te stalne razstave, želimo narediti čim boljše programe, se jih že delamo, ampak še nadgraditi programe za obiskovalce, za vse starostne skupine, za vse interesne skupine, zelo promovirati te stvari. Skratka, želimo si večati število obiskovalcev, da bi v teh naših novih razstavah uživali. Ustanovitelj Tržiškega muzeja je občina, kako pa si še ostale sredstva pridobivate, se prijavljate na razpise? Prijavljamo se na razpise tako na državnem nivoju, se pravi, za vsako leto oddamo program, ki ga potem ministrstvo potrdi in dodeli sredstva glede na kvaliteto programa. Potem se prijavljamo še na kakšne druge razpise za kakšna manjša področja, digitalizacijo in tako naprej. Tudi na evropske projekte smo prijavljeni za taborišče Ljubelj, na Interreg, potem za prenovo Fužine Germovke, na program LAS. Skratka, potem pa recimo se povezujemo tudi s kakšnimi za posamezne projekte tudi drugimi zainteresiranimi, ki bi lahko prispevali sredstva. Omenili pa ste tudi, da bi uredili v Tržiškem muzeju Bornovo sobo, kjer bi predstavili pomembne može iz Tržiške občine. Ja, to je tudi še en načrt, mogoče malo bolj dolgoročen. Skratka, Bornova soba že obstaja, kjer je njegova knjižnica in nekaj pohištva iz njegovega dvorca, kar ga je ostalo. In absolutno ni predstavljene še splošne zgodovine Tržiča in pomembnih Tržičanov. Skratka, to je tudi en izmed načrtov, da bi to sobo uredili prav tam, kjer je zdaj Bornova soba. Tako da to je pa še malo bolj dolgoročno. Skratka, postopno že tako je bil muzej sorazmerno neurejen, ko sem jaz prišla na to delovno mesto in zdaj postopno prenavljamo vse dele muzeja.